Pogovori. Jezikovni pogovori. Izteka se javna razprava ob nastajanju novega pravopisa. Kaj lahko pričakujemo po večletni javni razpravi ob pravopisu 8.0, 8. po vrsti? Kako velike bodo spremembe, nam bo povedala doktorica Helena Dobrovoljc, vodja skupine za pripravo novega pravopisa. Dober dan. Dober dan. Največje spremembe se nanašajo na odločitev pri veliki začetnici, pri izjemah zapisa z malo začetnico pri pisanju krajevnih imen, vas, mesto, trg, selo, selce. Od letošnjega leta, ko bo novi pravopis končan, bomo torej vsi morali zapisati novo mesto in dolga vas z veliko začetnico v celoti, brez izjeme. Vprašanje velike začetnice pri krajevnih imenih bomo reševali skupaj z geografi, ki so to spremembo tudi predlagali. Njihov prvotni predlog je bil v resnici tak, da se je nanašal na vsa večbesedna zemljepisna imena, ker so pri svojem delu opažali, da imajo precej težav s tem, ko morajo ugotavljati, kaj ime pravzaprav označuje. Tudi Jadransko morje bi po njihovem pisali. To je bil njihov predlog. To je bil njihov predlog in na posvetu obeh komisij, torej pravopisne in pa Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije, smo takrat se odločili, da začnemo s reformo le krajevnih imen, torej vseh tistih, ki imajo v drugi sestavini, v uvrščevalni pomenski sestavini naselje, torej mesto, selo, vas in naselje, pomanjševalnice tudi. No, javna razprava pa bo, ko bomo pregledali vse pripombe, pokazala tudi, ali je javnost s tem nekako sprijaznjena, seznanjena. Čeprav je vloga javne razprave bolj posvetovalna, javnost nima tu odločevalne vloge, bomo mi te pripombe skrbno pregledali, smo pa že precej naredili na tem področju. Naprimer, morda se spomnite, da smo govorili tudi o tem posvetu, da smo pripravili brošuro, ki smo jo poimenovali mogoče malce nagajivo takrat Živim v Bukovem vrhu pod Bukovim vrhom. In smo s tem naslovom pokazali, da je razlikovanje med krajevnim imenom in imenom vzpetine lahko zelo uporabno. Torej, vzpetina vrh pišemo vrh z malo, v naselju pa je vrh z veliko. Ni pa tako razlikovanje praktično in tudi ne podpira hitrega pisanja brez napak. Prve naše poizvedbe so pokazale na zelo razdeljeno javnost. Tisti, ki so pač vajeni tega pisanja z malo začetnico vas, mesto, so bili kar proti. Vsi tisti, ki se pa ukvarjajo s poučevanjem malih otrok ali pa tujcev, so reformo kar pozdravili, podobno tudi učitelji geografije. Ker bi to pomenilo, da bi bilo precej lažje naučiti tujca, da se pišejo vse sestavine z veliko začetnico, kot pa na primer razlikovati med begunsko vrtačo napisano z veliko začetnico in pa babjim zobom, to vzpetino v Bohinju, ki pa je z malo, zato ker spominja na zob. Torej, kako naj se nekdo nauči slovenskega pravopisa, če ne pozna vseh ozadja, torej teh imen, kaj imena označujejo. Torej, reforma, ki je bila predlagana, se nanaša samo na krajevna imena, po pregledu pripomb javne razprave in še enem posvetu obeh komisij se bomo odločili, ali jo izpeljati ali ne. Še ni dokončno odločeno. Ta predlog je bil dan, vendar pa je vedno še drugi krog. Zanimivo je tudi, da bo z novim pravopisom tudi naša abeceda dobila novo ime. Slovenica. V bistvu Gajica ni slovenska abeceda. Pravzaprav pisava.
Naša pisava bo dobila tako ime, slovenska latinica, torej slovenska različica latinične pisave. Vemo, da osnovni nabor latinične pisave nima č, š, ž-jev, ampak ima x, y, dvojni v in pa q. Torej, naša različica se razlikuje od vseh drugih različic latinične pisave in si zasluži tudi svoje poimenovanje. Pa nadaljujeva s čokolado. Tudi v Sloveniji lahko naročimo čokolado po naročilu. Pripravil nam jo bo čokolatier. Kako ga bomo zapisovali? Čokolatier ali čokolatier? Ja, to vprašanje je kar zapleteno, ker če bi besedo prevzeli neposredno iz francoščine, bi bila šokolatier. A ker smo se govorci slovenščine že v 18. stoletju, ko smo prevzeli besedo čokolada, odločili, da bomo ta koren iz asteščine prevzemali s črko č, tako kot je v češčini, poljščini, angleščini, italijanščini in španščini, je zato čokolatier. Pod vplivom angleške izreke pa se danes pojavlja tudi čokolatier. Ampak po pravilih pravopisa 8.0 je čokolatier v rodilniku čokolatierja. Zanimive so te razlike pri prevzemanju besed iz francoščine, naprimer premier, pišemo z r, sommelier, atelier pa ne. V bistvu, ko pride beseda v slovenščino, se niti ne sprašujejo tisti, ki jo prinesejo, iz katerega jezika prihaja. Torej ne gre toliko za pravilo, pravila so trdna. Težave se pojavijo zato, ker besede, ki so prvotno francoske, prevzemamo tudi s posredovanjem drugih jezikov in potem jih prevzemamo pod vplivom drugih jezikov. Pri teh konkretnih, ki jih navajate, je bilo tako ali tako najprej priporočljivo, da jih prevedemo. Torej, da bi ne imeli sommelierja, ampak strokovnjaka za vino, in da ne bi imeli premierja, ampak ministrskega predsednika. Ker pa je jezik pač nagnjen gospodarnosti in so enobesedne ustreznice teh bolj priljubljene, se taka beseda kar hitro ustali. In nekatere se začnejo zelo hitro pisati tako, kot jih izgovarjamo, sommelier, atelier, ste tudi vi omenili, croupier. Pri drugih pa ne gre tako in kar nekaj časa lahko soobstajata obe obliki, nepodomačena, torej pisno nepodomačena in podomačena. Vmes smo mi naredili celo premierja, torej to smo opazili, da se dogaja. Kaj bi šele bilo, če bi imeli še premierko, torej z 2 j. V tem primeru ne gre za neko pomanjkanje ali umanjkanje pravila, pravilo je jasno, vendar pa tisti, ki te besede uporabljajo, pogosto ne grejo v fonetični zapis. Zdaj, morda na radiju vam to precej narobe hodi, ker je to težje potem tudi izgovarjati, sklanjati. Premier, torej novi pravopis ne spreminja. Premier ostaja premier. Ali premier, oboje je. Kot oboje je sommelier. Tako. Lahko zapišemo z r-jem ali brez. Tako je. Čeprav ni uveljavljeno brez r-ja. Tudi se pojavlja v knjižni rabi. Kaj bo po novem pravopisu pravilno? Z acom ali z acem? Pri moških imenih s končnim o je kar nekaj težav. Med drugim tudi zato, ker so imena tipa Aco, Braco, Joco v pravopisih nova. Doslej jih niti niso vključevali, niti jih niso opisovali. Preglaševanje, torej ta sprememba samoglasnika o v e, se pri teh imenih res uveljavlja redko ali pa povsem opuščamo, torej z Bracom, redko z Bracem. Knjižni sta obe obliki. Pri tvorbi svojilnega pridevnika pa pride še do premene končnega c v č, torej tako kot rečemo stric, stričev, bi pričakovali sistemsko tudi braco, bračev, ačev,
To pa se res ni uveljavilo, tega ne slišimo, tako da je sprejemljivo, torej bratcev, ne pa bračev. Čerešen pa že dolgo ne obiramo več, ne? Obiramo češnje, ne? To pa se je rešilo že slovenskim pravopisom leta 1935. Takrat so bile te osnovne pisne reforme kar dosledno izpeljane. Od leta 1935, zanimivo, pri nas doma na Štajerskem še vedno rečemo čerešnje. Ja, ampak za knjižni jezik velja, ne, da se vsi govorci, ki prihajamo iz različnih regij, narečij, moramo otresti, ko v ta skupni prostor knjižnega jezika stopimo, nekih svojih narečnih posebnosti, značilnosti. Ali bomo nagrade še pisali z malo začetnico? Večernica, kritiško sito? Moram povedati, da je to še odprto vprašanje, ker je bilo res precej pobud, da bi se to pravilo spremenilo. Torej so odločitve odprte in jih pred končno redakcijo res težko napovedujem ali komentiram. Težave so tako pri enobesednih imenih, ne, Emi, Oskar, in pa pri tistih, ki imajo v imenovalnem prilastku ime, kot je recimo nagrada Večernica. Tukaj res opazimo, da je skoraj polovica jezikovnih uporabnikov se niti ne zaveda tega pravila in intuitivno pišejo veliko začetnico. Ampak težko komentiram pred končno redakcijo to. Kaj pa državni praznik Božič? Ali bi v vseh primerih odsvetovali, da se piše z malo? Pred nekaj leti so pač podpisniki peticije predlagali, da bi Božič pisali z veliko začetnico. Pri poimenovanju Božiča gre za poimenovanje praznika po osebnem imenu Božič, ki je pomanjševalno ime za Boga, so zapisali. Da se v slovenščini prazniki pišejo več kot 100 let z malo začetnico, je znano in taka raba je v uradnih besedilih ustaljena. V zasebni korespondenci, dopisovanju, voščilih pa so zapisi različni. V znamenje spoštovanja mnogi pišejo tudi veliko začetnico ob verskem prazniku in v bistvu tega nihče ne preganja. To je tudi v pravopisu jasno povedano, da je taka možnost. Podobno je kot recimo pri pisanju zaimkov, ko jih v znamenje spoštovanja pišemo lahko z veliko začetnico. Kar se tiče pa utemeljitve, da Božič etimološko izhaja iz Boga, to je res, vendar bi si pri pisanju praznikov težko predstavljali, da bi zanje kadarkoli lahko v splošni rabi, torej v šolah, v javnih medijih prevladalo načelo nekega osebnega občutenja ali pa etimologijo, da bi pisali na primer z veliko začetnico tiste, ki imajo v podstavi lastno ime. To bi v bistvu od uporabnika zahtevalo poznavanje izvora besede. Taka reforma bi zagotovo povzročila kar precej napak, zlasti pri manj znanih imenih praznikov. Kdo bi na primer vedel, da se v podstavi praznika Ilinden skriva sveti Elija ali pa v cerealijah rimskih ime boginje Cerere. Torej, to pravilo je bilo že pred več kot 5 desetletji preseženo in se mi zdi prav, da je tako. Novi pravopis bo sicer najširše medjezikovno zasnovan. 33 tujim jezikom ste dodali 11 novih. Koliko smo se mediji že navadili, da je z novim pravopisom oziroma tudi bo z novim pravopisom stopilo v veljavo prečrkovanje iz ukrajinske cirilice in ne povzemanje po ruščini. Počasi gre, ampak prav je, da se zavedamo, da ima ukrajinščina drugačne zakonitosti in drugačen način pisanja kot ruščina. Zdi se mi, da se začne pri znanih imenih. Že njihov vodja ni Vladimir, ampak Volodimir. In Mikolaj, na primer, ukrajinski Nikolaj. Dmitro smo poznali le kot Dimitrija. Torej, podobno Olena. Torej, mi sledimo ukrajinskemu ciriličnemu zapisu in ne ruskemu in tudi ne angleškemu.
Torej prevzemamo neposredno iz ukrajinščine, brez posrednikov. Izteka se javna razprava, kako ste jo doživeli. Spomnim se, ko je Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik, karikiral izzive nastajanja novega pravopisa. Rekel je, da ima včasih občutek, da imajo vsi vsem svoje mnenje, hkrati pa ne bi nihče ničesar spreminjal. Ja, svoje mnenje imajo vedno ljudje, zlasti tisti, ki se profesionalno ukvarjajo z jezikom. Razlike so med tistimi, ki poučujejo, in med lektorji. Razlike so med tistimi, ki pišejo, in med tistimi, ki berejo. Skratka, gre za razlike zato, ker na različne načine uporabljajo knjižni jezik. Ko pa pride do neke novosti v jeziku, se mi zdi, da so vsi kar zadovoljni, da je tam pravopis, da je priročnik, s katerim se lahko hitro posvetujejo in si tudi olajšajo odločitve. Zdaj, javna razprava se je pri tem pravopisu v resnici začela že kar prej, ker smo na Inštitutu za slovenski jezik prek vprašanj v jezikovni svetovalnici kar dobro detektirali, kje so dejanske pisno-govorne težave naše javnosti. Je pa javna razprava zdaj, odkar objavljamo rokopise, torej prve različice poglavij pravopisa 8.0, pomembna tudi zato, ker se prek te javne razprave seznanjamo z delnimi normami v strokah. Včasih nas uporabniki opozarjajo tudi na novosti, seveda tudi na spreglede ali pa na to, da se pri njih, v njihovem okolju nekaj uporablja drugače, kot smo mi predvideli. Vendar pa naj tukaj opozorim, da pri javni razpravi ne gre toliko za merjanje temperature pred uveljavljanjem pravil, ampak gre tudi za transparentno seznanjanje javnosti, kaj se načrtuje, pa tudi vloga javnosti ni toliko glasovalna, kot bi si kdo mislil, ampak je posvetovalna. To dejstvo se mi zdi, da pogosto ni ustrezno razumljeno, pa tudi ne tolmačeno. Končne odločitve seveda ostanejo v pristojnosti in odgovornosti delovne skupine. Po novem pa se bomo lahko posvetovali o pravopisnih vprašanjih tudi pri umetni inteligenci. Katera umetna inteligenca bo obvladala, če tako rečem, pravopis 8.0? Ja, zagotovo bomo s slovenskimi pravopisnimi pravili in vsemi spremljevalnimi besedili, namreč ob pravilih so pripravljeni in bodo pripravljeni tudi komentarji, nahranili veliki model, podatkovni model GAMS. To pa ne samo zaradi neke digitalne suverenosti. Slovenski veliki jezikovni model. Seveda, ja. Torej, da bomo v Sloveniji neodvisni od tujih ponudnikov, ki nas, hočemo ali nočemo, obravnavajo kot stranski jezik. Pač ti globalni modeli tipično poberejo neko mešanico spleta, pričakujemo pa, da bo GAMS znal upoštevati slovensko normo in doslednost. In če se vrnem k temu, kar ste prej vprašali, k ukrajinskim imenom, predlagal vam bo slovensko in ne po angležene oblike, recimo ukrajinskih imen. V GAMS-u pričakujemo, bo slovenščina prvi cilj. Kaj pa drugi veliki jezikovni modeli, kot je na primer ChatGPT in... Tukaj gre pravzaprav za statistične približke, to večkrat povemo. Kar dobijo v tem smislu... Ali bodo tudi ti... Seveda, vse, kar bomo pripravili, pravopisnega, bo javno objavljeno in odprto dostopno. Ker je tako najbolje, torej da... Tako je. Še bolje pa je verjetno vse skupaj preveriti na Franu, spletnem jezikovnem portalu, da se z umetno inteligenco ne bomo preveč polenili. Tako je. Ja. V oddaji smo skupaj z doktorico Heleno Dobrovoljc, vodjo skupine za pripravo novega pravopisa, preverili, kaj lahko pričakujemo po večletni javni razpravi v novem pravopisu. Hvala za pogovor. Enako tudi vam. Za tehnično izvedbo je poskrbel Franci Moder, oddajo pa sem vodil Aleksander Čobec.